Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o tem, kako nahraniti hormone. In prav zdaj, ko razmišljam, kako naj vam to razložim na čim bolj enostaven način, razmišljam. Hormoni povezujejo naša čustva, misli in telo. In pa človek tako pogleda, kje ne začnem? Kje ne začnem, če imam težave s hormoni, če me dajejo hormonski vplivi, omeni, vročinski vplivi omeni, če, ne vem, sem v predmenopavznem obdobju in enkrat imam menstruacijo, drugič je nimam. Če se mi dogaja, da ne vem, pridobivam maščobo na trebuhu, kar je posledica stresnega hormona, če se mi dogaja, da enostavno sem kronično utrujena in ne morem zaspati, je posledica pomanjkanja melatonina, če se pospešeno staram, je posledica pomanjkanja raznega hormona. Dejansko, če sem otekla, je pomanjkanje ščitničnega hormona oziroma ščitnični hormon deluje narobe in mi zastaja limfa. Kje naj se lotim tega hormonskega ravnovesja? Naj vas povabim, jutri zvečer imam, se pravi YouTube live. Bom v živo razlagala o razstrupljanju in bolj podrobno bomo govorili o aminokislini homocistein, ki povzroča vnetja na celični ravni. Ampak dejansko ni to krivo za to, da imamo hormonske težave, zato ker če gledamo, hormoni povezujejo misli, čustva in telo. No in zdaj, ko mi pogledamo to troje, se pravi, jaz bi zdaj morala vred spraviti ta trikotnik in imam takole, na eni strani so misli, to, kar se mi vrti po glavi. Na eni strani se mi dogaja, ne vem, zamujam v službo, mudi se to, moram to narediti, to so misli. Potem imam tukaj čustva, ki so povezana mogoče s preobremenjenostjo, ki so povezana z neko kronično žalostjo in s programi, za vse sem sama, se pravi, jaz sem žrtev, sama sebe, življenja, šefa, moža, ne vem koga, otrok, se pravi, čustva, kaj občutim. In potem je tukaj še telo, ki me pa mogoče boli nekaj in imam dejansko kup težav. Kje se zdaj v tej zgodbi vse skupaj začne? Glejte, čist preprost je, ali pa ni toliko preprost, ampak v tem trikotniku, kjerkoli bomo začeli, je dober za hormonsko ravnovesje. Ali bomo začeli tukaj na fizičnem, da bomo telo začelo red spravljati, ali bomo spravili čustva v ravnovesje, pa se bom lotila podzavestnih programov, ali pa se bom lotila pozitivnega razmišljanja, misli, in bom dejansko začela zavestno ustavljati podivjani Pogledamo danes v tem videu vse tri te točke, kako na najbolj enostaven način se lotiti. Jaz vam predlagam, da začnete pri telesu. Če imate hormonske težave, če imate težave z zdravjem, začnite pri telesu. Ker fizični nivo je pač osnovni. Ker fizični telo nam pokaže, sicer res, da imamo primanjkljaj na drugih nivojih, ampak dokler jaz ne peljem sebe na sprehod, toliko časa moje telo ne more sodelovati. Dokler jaz svojega telesa ne nahranim, moje telo ne more sodelovati. Veste, včasih ljudje rečejo tako, vse je v glavi, sploh pri hujšanju, ne? Vse je v glavi, to se samo odločiš, pa je to. Ne, ni vse v glavi. Če si predstavljate, da imamo tukaj eno goro, ne vem, papirja za skurt, ali pa eno goro drv za skurt. In če jaz samo pozitivno razmišljam, jaz imam tukaj, ko imajo moški hormoni žur, ker vam želim pa razložiti o homocisteinu še naprej. V glavnem, če si predstavljamo, da bomo tukaj pač eno goro drv za skurt. Ne vem, recimo, da imate 15 kil preveč, da je to 15 kil drv. In da imate ta drva na kupu zložene in videli razmišljati. Užgi se, užgi se, užgi se. Pač ne bo se. Vsak bo rekel, halo, da je vžigalco zraven. Zato je dejansko. Mi, če želimo karkoli narediti na drugih, pač na nivojih tega trikotnika, moramo začeti delati na telesu. Se pravi, prva stvar, a piješ zadost? Zdaj, ko se je ohladil, a piješ zadost? A začneš dan sej s pol litra tekočine? Jaz vsako jutro, ko vstanem, ta velik kozarec, eden ali dva, pač sigurno ta velik kozarec, sej pol litra popijem.
vode, v katero dam majčken kisa, približno 1 žličko kisa in zraven pojem 1 tabletko fibra. Bom dala od spodaj povezavo, ampak ta fiber zakaj? Zaradi tega, ker mi naredi prepreko, da hrana, ki jo kasneje pojem, ne gre to hitro v krvni sladkor. Se pravi, to je že prva točka, ki mi pomaga pri mojem hormonskem ravnovesju in vpliva na hormon inzulin. Potem naslednja stvar. Zjutraj naredim tibetanske vaje. Se pravi, to spet telo spravim v gibanje. In to je zdaj druga točka za moje hormonsko ravnovesje, ker jaz poženem moje telo v delovanje. In kaj se zgodi, če zjutraj delate tibetanske vaje? Če zjutraj ni samo tibetanske vaje, lahko greste na kratek sprehod, lahko delate pozdrav soncu, gre se za to, da se razmigate. Vi z gibanjem zjutraj pospešite nočno izgorevanje maščob. Se pravi, se podaljša porabljanje maščobnih zalog in seveda je to povezano s hormonskim ravnovesjem. Naslednja zadeva pri telesu. Nahranim svoje telo. In seveda tukaj je kup takih zakonitosti, ki so pomembne. Pomembno je, da jem na 2,5 uri. Pomembno je, da sladkor ostaja v ravnovesju. In najbolj pomemben obrok je večerja. Se pravi, pomembno je, kaj jem, in če želim hormonsko ravnovesje, zvečer jem beljakovine in zelenjavo. Kaj je zvečer? Ja, glejte, da ne boste diplomirali, vzamete v roke Minkino kuhinjo ali pa vzamete recimo, ko imajo hormoni žur, odprete na strani, vam bom povedala, na kateri strani imate, kaj je za večerjo. Ampak ni samo večerja, so vmesni obroki. Se pravi, pojeste mandlje in jogurt, pojeste jajce, recimo skuhate jajce, si pripravite zraven solato, lahko si pripravite pršut, pa date, ne vem, olive, si pripravite namazi skute in avokada in beljakovinski kruh in tako naprej. To je na strani 139 v knjigi, ko imajo hormoni žur. No, v vsakem primeru, gledajte, nahranite telo in to je spet povezano s hormoni. Ker če boste zvečer jedali, pa če boste čez dan jedali, to pomeni, da sladkor ostaja v ravnovesju. To pomeni, da se tvori potem tudi melatolin, hormon spanja, da se tvori rastni hormon, ki vas čez noč obnavlja in da se čez noč tvori en ključen hormon, ki je povezan s topljenjem maščobe na trebuhu, predvsem pa, zdaj pa pozor, dame omeni, tvori se hormon, imenuje se DHEA. In tale hormon DHEA, leta zadnji sem bila na predavanju v Novem mestu in sem vprašala, ne vem, recimo, da je bilo 30 žensk, 35 žensk in sem rekla, dame, katera od vas pozna hormon DHEA? In od teh 35, 5 jih je mogoče dvigati na roko. To je ključni hormon za menopavzo. Zakaj? Ker tale hormon, iz tega hormona se tvorijo spolni hormoni. Pri moških, ki pridejo v andropavzo, se tvori testosteron, moški hormon, pri ženskah pa estrogen pa progesteron. Zato, ker pač ne potrebujemo več spolnih hormonov, sploh ženske, ko pač pridemo v meno, ni več potrebe potem, da bomo rojevale, ampak še vedno potrebujemo pa estrogen pa progesteron. Se pravi, hormone potrebujemo. In zdaj, kaj se zgodi? Če mi zvečer jemo beljakovine in zelenjavo in če zvečer vzamemo dopolnilo omega 3 pa C vitamina, vsakega po 1000 mg, se tvori hormon DHEA, ki nas pomlajuje, obnavlja, topi maščobo na trebuhu. Pač dejansko to je čudežni hormon za pomlajevanje. Tako da v tem primeru vam priporočam, vzemite 1000 mg omega 3, povezavo vam dam spodaj, ne pozabite na kodo za popust, se pravi koda za 10% popust je zdravje in 1000 mg C vitamina. No in zdaj to je tehnično, to je še vse telo.
Nismo še niti prišli do čustev, do misli. Dejansko to je nekaj, kar poskrbim fizično za svoje telo. No, zdaj pa gremo naprej. Kaj se pa zgodi? Gremo na misli, recimo, ne? Ker hormoni povezujejo misli, čustva in telo. Misli. Zdaj pa misli pogosto delujejo na avtopilotu. Pravijo raziskave, da na dan pomislimo 25.000 misli. Pač ne vem, kako so jih prešteli. Nimam pojma, ali sem dala eno nulo preveč ali pa premalo zraven, ampak v vsakem primeru mislimo. In naše misli pogosto delujejo na avtopilotu. Ker kaj se zgodi? Recimo, dajmo primer. Prideš domov, lijak poln umazane posode, nekdo je na kavču, gleda televizijo. Kaj se zgodi v tebi? Začneš pomivati posodo, ali pa tako, kot sem bila enkrat na enem predavanju, je rekla predavateljica, jaz pridem domov iz službe, 2 dni sem bila na poslovnem potovanju, vsi so na kavču, vzamem si sesalec in začnem jezno sesati. Glejte, kaj se vklopi v tem primeru? Program tvoje mame. Za vse sem sama, se moram sama narediti, se pravi, sploh misli, ki niso niti tvoje, začnejo iti po tvoji glavi. In te misli, se pravi, kako jih nadzorovati. Ne gre se za nadzorovanje, ampak postati opazovalec. Opazovalec svojih misli. Se pravi, če postaneš opazovalka svojih misli, pomeni, prideš domov, poln lijak umazane posode, vsi na kavču, noben nič ne naredi. In če greš v to vlogo žrtve, tako kot je recimo tvoja mama delovala, za vse sem sama, vse moram sama narediti, noben pri te bajti nič ne naredi in tako naprej, se opazuj in si zapiš te misli. In naslednja stvar, seveda uporabljaj mišični test, lahko preveriš, a so te programi, te misli sploh moje. Je to program moje družine? Zanimivo je, recimo, verjetno ste že slišali, da so delali raziskave, to so delali raziskave na inštitutu HeartMath in so prišli do zaključka, da otroci, ki so posvojeni, zbolevajo za avtoimunimi boleznimi, oboleni, enaka avtoimuna obolenja dobijo kot njihovi krušni starši. Kaj to pomeni? Da dejansko sploh niso avtoimuna obolenja in da niso gensko pogojena obolenja, ampak dejansko zbolevamo za boleznimi, ki jih povzročajo programi družine, ki se jih nalezemo v določeni družini. In zdaj pomislite, kakšen program teče v vaši družini? Recimo, če imate sladkorno bolezen, sem 100%, da je povezan ta program, ki ste se ga nalezli, z občutkom vse je za manj. Tako, vse je za manj, se ne da nič spremeniti. Pač nič se ne da spremeniti. Ali pa recimo, če je program, če imate v svoji družini težave s srcem in z ožiljem. To je kronična žalost. Nekaj enostavno te žalosti in se ta žalost pretaka po tvojih žilah. Vsaka bolezen kaže na nek program zadaj. In dejansko misli že kažejo na to, da na čustvovanje. Se pravi, na programe, potlačena čustva, ki jih damo nekam pod neko preprogo in se z njimi ne ukvarjamo. Zdaj v okviru mojih tečajev je tako zanimivo, kako se lepo odkrivajo te programi, kar imamo za počistiti, in je primerljivo to s ruzakom, ki ga enostavno želiš sprazniti in ga dame tako veselo praznejo in res dobro grejo te stvari stran. Zdaj pa pogledajte, kaj se lahko dogaja. Lahko se dogaja, da imate neko težavo, pojmo na težavo, fizično težavo. Vas bolijo kolki. Imate 10 kil preveč. Se pravi, nič kaj tako posebenega, niste prav bolni, ampak imate težave. In si želiš. Želim imeti bolj gibljive kolke,
želim vzljubiti svoje telo, pa ti nekako ne gre. Zakaj? Ker imaš tukaj nekje v čustvovanju in to, kar je nekje noter podzavest, pogreznjeno, nekaj, kar povzroča, da enostavno ne zmoreš iti naprej. No in to so pa zdaj že hakeljci, ki nas vežejo, programi, ki nas vežejo na to, da ostajamo v nezadovoljstvu. Vem, bolj enostavno je pojesti en vitamin, bolj enostavno je pojesti neko zdravilo, kot pa se ukvarjati s čustvenim stanjem. Ampak jaz vem in čutim in tako res sem prepričana to, da je prišel čas, da bo vsak od nas mogel pogledati v svoje čustveno stanje in enostavno iti pokopati tisto, kar ti povzroča kronični stres. In če gledamo, kaj je kronični stres, to je tako, kot če bi pojedali potres. No in kako se potem to vse odraža na našem zdravju? Glejte, povišan krvni tlak, migrena, bolečine v hrbtenici, želodčne razjede, šumenje v ušesu, ker stresni hormon nam pa krade vse vitamine, ki jih naše telo potrebuje za obnovo. In se pravi, kronični stres, ki je povezan s čustvovanjem, vpliva naprej na telo in telo komunicira z nami. In reče, nekaj spremeni. No, zdaj bomo pa spet začeli. Nahranimo svoje hormone in začnemo gledati, kaj moram pojesti. No, pa imamo pogled, kaj je treba pojesti. Potrebujemo vitamin A, B, C, E, potrebujemo omega-3 maščobno kislino, potrebujemo magnezij, kalcij, aminokisline, se pravi, potrebujemo praktično vsakega pomalo. Glejte, če imate kronični stres, če imate kakršnokoli težavo, kronično, prosim vas, vzemite Pro-Vitality Plus, ker ima noter osnovne vitamine in minerale, ki delujejo na to, da se dvigne imunski sistem. Od prebavnih encimov, da dejansko prebava deluje, do B vitaminov, C vitamina, E vitamina, potem ima pa noter krom, jod, magnezij, cink. Se pravi, vse te ključne zadeve, ki jih potrebujemo. No, zdaj pa pogledajte, ko vi vse to dobite in če to vzamete zvečer pred spanjem, se vam tvori hormon DHEA. No in hormon DHEA pa potem vpliva na vse ostalo v telesu. No, zdaj pa pojdimo naprej. Ko vam pa manjka teh ključnih vitaminov in mineralov, se pa zgodi, da v telesu se začne proizvajati vnetna snov, ki se imenuje homocistein. Homocistein je v bistvu aminokislina in ta aminokislina povzroča, da imamo še več vnetij na celični ravni, da se še bolj slabo počutimo. Vam raje povem primer. Ko sem bila še v Škofji Loki, se spomnim, enkrat je poklical en gospod in je pač klical me je nekaj za vitamine in tako naprej, v glavnem. In malo sva poklepetala in je rekel, da je njegova žena umrla za rakom. In je rekel, če bi jaz imel prej toliko znanja, kot ga imam zdaj, bi lahko pomagal. In mi reče, a poznate snov homocistein? In sem rekel, seveda, vem, ne? Je rekel, to je krivo, da je moja žena zbolela za rakom. Zdaj pa pogledajte, kaj se zgodi, ko imamo v telesu preveč te snovi homocistein. Zgodi se, da se povečajo avtoimuna obolenja, da se povečajo srčno-žilna obolenja, kap, Alzheimerjeva bolezen, demenca, sladkorna bolezen, rak. In to se zgodi, ko imamo v telesu pomanjkanje vitaminov skupine B, cinka, predvsem to, pomanjkanje vitaminov skupine B in cinka. No, in zdaj pogledamo, kje bomo dobili cink. No, dajte, vi mi odgovorite. Kje dobiš dovolj cinka? Ja, morska hrana, ostrige, absolutno. Potem se pa že neha, veste, imamo kar težave dobiti cink, sploh tisti, ki ne jeste mesa, morskih sadežev. Po drugi strani, kje dobite B vitamine? B vitamini so pa spet potrebni za samo presnovo in recimo, če gledamo, vitamin B5. B5, če vam ga manjka, vam izpadajo lasje, sivite,
imate krče v rokah in nogah, imate razpokane ustne kotičke, imate težave s koordinacijo gibov, imate občutek izžetosti, imate nenadno slabost z bruhanjem, škrtate po noči z zobmi, potem recimo naprej, če vam manjka vitamin B6, imate spet izpadanje las, lustkasto kožo, utrujenost, nerazložljivo potrtost in homocistein se vam tvori tudi, če imate pomanjkanje vitamina B9 pa B12 in zdaj, če pogledamo herpes, slabokrvnost, prezgodne sebenje, vitamin B12 se kaže kot šumenje v ušesih, težave s spanjem. Se pravi, B-vitamin je ključnega pomena za dobro počutje. In če vidite, da ste v stresu, če vidite, da imate velik tempo, prosim vas, dopolnite svojo prehrano z B-vitaminom, ker v nasprotnem primeru pač boste izgoreli. Ja, vem, pol lahko napišete uspešnico, kako izgoreti, ki je zdaj že napisana, ampak v glavnem, dajte prej nekaj naredite, da ne boste izgoreli zato, ker ko pridete do izgorelosti, boste rabili 2 leti, da pridete nazaj na zeleno vejo. No, tako da v glavnem, zdaj, če pogledamo, če se vrnem na to zgodbo, kako nahraniti hormone, kaj narediti za hormone, misli, čustva, telo. Vse je povezano med sabo. Ja, vzameš v roke knjigo, ko imajo čakre žur. Začneš s korensko čakro in začneš preverjati programe. Zdaj sem prišla do afirmacij. Jaz sem stvarnica svojega sveta. Zavedam se, da sem središče Božje ljubezni. Zavedam se, da sem ustvarjena po Božji podobi. Zavedam se, da sem magnet za obilje. Zavedam se, da sem magnet za ljubezen. Zaupam notranjemu vodstvu. Jaz sem Božji navdih. Zavedam se, da imam v sebi božansko moč. Jaz sem vir božanske moči. Jaz sem čarobno karizmatična in magično privlačna. Glejte, in zdaj, če gledamo, vse to, to so zdaj misli, ki jih izgovarjam. In ko jaz misli izgovarjam, to je moja odločitev, kam bom dala pozornost. Jaz sem vir moje moči. Jaz sem popolno zdravje in zadovoljstvo. Se pravi, ko jaz začnem uporabljati besedo, dovoljujem si, da se v mojem življenju zgodi čudež novega. Sprejemam zdravljenje. Zavedam se, da sem vir moje sreče. Zaupam, da se bo vedno vse izteklo tako, kot je zame prav. Pač pomembno je, kako razmišljamo. In zdaj, če gledamo to, kako pa razmišljamo, pa motijo naši programi. In korenska čakra je povezana s tem, kako jaz razmišljam o sebi, kako moje telo deluje, kako se obnavljam. In zdaj, če pogledamo korenska čakra, podzavestni programi, ki so zapisani na korensko čakro, v duši nosim občutek zapuščenosti. Tujcem ne smem zaupati. Vsi ljudje me izdajo. Do vseh, ki imajo več od mene, občutim zavist. Ljubosumna sem na ženske, ki so lepše od mene. Ljubosumna sem na ženske, ki so bolj uspešne kot jaz. In tako naprej. Ali pa občutim zavist do vseh, ki živijo bolj srečno življenje kot jaz. In tako naprej. Se pravi, naši hormoni so dejansko povezani z vsem. Od tega, kako čustvujemo, kako razmišljamo, kaj nosimo v sebi, do tega, kako razmišljamo in predvsem, kako mi tehnično poskrbimo za svoje zdravje. Tako da ja, jaz upam, da sem vam vse mečkan osvetlila pri tem, kaj je pametno narediti. Jutri v YouTube live gremo mečkan bolj podrobno o tem, kako razstrupiti svoje telo in kako poskrbeti za to, da se zmanjša ta homocistein v našem telesu. Zdaj pa dajmo pogledati, se pravi, tukaj imam karte prehodu v novo dobo
kaj je ta trenutek zate. Prav, da ozavestiš, da veš, kaj je tisto, kar tebi ta trenutek stvarstvo sporoča. Da vidimo, kam gre pozornost ta trenutek. To, kar si ti želiš, ali v to, česar ne želiš in še ni tukaj. In zmoraš vztrajati na začrtani poti. In tretja, čas je za ljubezen. No, poletela je, moram ji dati modaček čez, se pravi, čas je za ljubezen, čas je, da začne sebe imeti res rada, da začne sebe spoštovati in očisti karmične lekcije, ker tam se skriva ključ do tvoje osvoboditve. Tako da naredi nekaj v tej smeri in boš videla, tvoje življenje se bo popolnoma spremenilo. Tako da vse dobro ti želim in delaj korake za sebe. Uživaj.